Lepo pozdravljeni. Pred vrtcem Najdihojca pri osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova so podpisali pogodbo za gradnjo novega vrtca. Ob rušitvi starega in gradnji novega vrtca bo v okviru javno-zasebnega partnerstva potekala tudi energetska obnova šole in športne dvorane. V Dobovi se je varstvo otrok začelo izvajati pred 50 leti. Pred 40 leti so dobili vrtec, ki pa je danes dotrajan in več ne nudi kakovostnih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje. Namen izgradnje novega vrtca je tako zagotoviti ustrezne prostorske pogoje na obstoječi lokaciji. Na tej isti lokaciji se poruši obstoječi vrtec in zgradi nov. Obstoječi vrtec je imel okoli 317 kvadratov, nov se pa zgradi 820 kvadratov, kar pomeni seveda, da bo petoddelčni bistveno bolj prostoren. Pogodbena vrednost izgradnje novega vrtca znaša 1 600 000 evrov. Izbrano je podjetje Štrabak kot najugodnejši izvajalec, nadzor pa bo izvajal Avšič SP. Tako da jaz upam, da se bo gradnja začela že zdaj in da rok za dokončanje pa je konec drugega leta, enako kot v Rtičah, kar pomeni seveda, da bi v tistem najpoznejšem roku bilo možno že v leto januarja v letu 2022 oziroma med zimskim počitnicami otroke vključiti oziroma že obiskovati nov vrtec. Vkolikor pa seveda bi šla dinamika hitreje in pa možnost zagotoviti sredstva, bi pa lahko bil ta vrtec celo zgrajen pred časom, kot je planirano. Ravnateljica osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova Ivana Baškovič pravi, da se vsi zelo veselijo novega vrtca in boljših prostorskih pogojev, ki bodo pomembna pridobitev za celoten kraj. Pod okriljem šole je 7 oddelkov vrtca, katere obiskuje od 90 do 100 otrok. 5 oddelkov je v Dobovskem vrtcu in v šoli, 2 oddelka vrtca pa sta organizirana na podružnični šoli v Kapelah. Zelo smo veseli, da je do tega prišlo. Nekaj časa smo že prosili, da bi ga dobili, saj so se razmere v vrtcu res izredno poslabšale in je tudi ta pridobitev, ki bo zdaj za naš kraj izredno pomembna. Poleg tega je vrtec še izredno pomemben ravno zaradi tega, ker smo kraj, ki je ob meji. Ljudje, ki imajo zagotovljen otroško varstvo, ljudje, ki lahko varno pustijo otroka nekje v vrtcu, imajo neko prednost, če ga lahko pustijo na varnem mestu, kjer bodo vedeli, da je zanje poskrbljeno. V času gradnje vrtca bo predšolska vzgoja potekala v šoli. V ta namen zdaj pripravljamo tudi dodatne prostore, da bomo lahko premestili nekaj oddelkov šole, ker sicer ne bi mogli nikjer najti takega prostora, ker je to le 5 oddelkov in je treba kar urediti prostore, najti nove. Delno so se selitve že začele. Okrog 15. julija predvidevamo, da se bodo začele res ta prave aktivnosti, da bomo popolnoma spraznili vrtec. Nov vrtec je zasnovan kot nizkoenergetski objekt, istočasno pa se bodo v neposredni bližini gradnje novega vrtca izvajale še energetska sanacija osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča in energetska sanacija športne dvorane Dobova v sklopu projekta javno-zasebnega partnerstva. Na redni seji občinskega sveta občine Krško so svetnice in svetniki med drugim sprejeli predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcih občine Krško, predlog sklepa o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za naslednje šolsko leto in izdali soglasje k ceni storitev pomoč družini na domu. Občinski svet občine Krško praviloma junija ali v začetku julija sprejema sistemizacijo delovnih mest in tudi nove cene za vrtce v občini Krško. Cene se spreminjajo v nekaterih programih navzdol, v nekaterih programih pa navzgor, in sicer občina Krško ima 2 vrsti olajšave z naslovom omejene rabe prostora, in sicer prva olajšava je vezana na najnižjo osnovo, kar pomeni, da lastna cena posameznega vrtca se dejansko najnižja upošteva pri plačilu vrtca. Druga osnova je pa znižanje 30%. Za oddelke prvega starostnega obdobja je osnova za plačilo za približno 5% nižje od sedanje osnove, za oddelke ostalih programov pa za 5% višje od sedanje osnove. Cena za prvo starostno obdobje je 554 evrov in je 5% nižja od lanskega
lanskega povprečja. Za drugo starostno obdobje mislim, da je najnižja cena nekaj manj kot 400 evrov, potem so pa še kombinirani in pa razvojni oddelek, kjer je cena pa najvišja in se tudi najbolj povišuje. Je pa v ta razvojni oddelek vključenih 6 otrok, tako da se na plačilih staršev ta zadeva še ob sofinanciranju države ne vpliva in se ne pozna. V letošnjem letu bo s 1. septembrom vključenih 1164 otrok, med letom pa se bo dodatno do 28. februarja v vrtce vključilo še 70 otrok. Število otrok je glede na lanskoletni september nekoliko nižje, na datum 28.2. je pa število identično glede na lansko leto. Število rojstev pa v zadnjih letih, tako kot povsod po Sloveniji, tudi v občini Krško, upada, tako da v letošnjem letu je bilo rojenih 281 otrok v naši občini. S 1. septembrom bo v vrtcih v občini Krško oblikovanih 71 oddelkov. Člani občinskega sveta občine Krško so prav tako izdali soglasje k ceni storitev pomoč družini na domu. Letno namenimo v proračunu približno 510 tisoč evrov za to pomoč na domu. Gre pa v bistvu za subvencioniranje v višini 70% cene pomoči na domu. Ta cena je trenutno pri nas 21 evrov, drugače pa občan seveda plača 6,3 evra za to storitev. Preostanek 14 pa še nekaj evra pa plača občina svojega proračuna v okviru teh subvencij. Treba je vedeti, da te subvencije so nekje zakonsko predpisane nekje okrog 50%. Naša občina iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora dodaja še dodatnih 20%, tako da je naša pomoč približno 70%. Potrebe po tej storitvi so dokaj velike, dodaja župan. Konec lanskega leta je bilo 180 aktivnih uporabnikov, v celotnem letu 2019 pa so imeli skupno 287 uporabnikov. Potrebe po tej storitvi so dokaj velike, namreč gre za en poseben inštitut, ki omogoča tistim starostnikom, ki sicer so že nekoliko slabše fizični kondiciji, težje vzdržujejo svoja stanovanja, objekte, skratka si ne morejo v celoti pomagati sami, niso pa povsem neodvisni, vendar pa po drugi strani niso niti pripravljeni, niti ni potrebe, da bi šli v institucionalno varstvo. In zaradi tega pravzaprav je neka situacija vmes, ker jim lahko z neko dodatno pomočjo pomagamo. Čakalna doba za umestitev v primeren termin ali za razširitev obsega storitev je bila v lanskem letu do 1 meseca. Občinski svet občine Krško je sprejel tudi sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za izgradnjo mostu za pešce in kolesarje preko Save v Krškem. Vrednost naložbe po tekočih cenah znaša 2 milijona 500 tisoč evrov, gradnja pa naj bi potekala do leta 2022. Torej, Pešmost je projekt mostov, bi rekel, v Krškem in sicer je bil nekako začrtan že tam med letom 2000 in 2010, torej kot zamisel, kot predlog, kot ideja in sicer gre v sklop trajnostne mobilnosti in pa povezave levega in desnega brega Krškega, torej reke Save, in s tem povečevanje števila povezav. Ta most je deloma že umeščen v prostor, sicer s temeljem na desnem bregu reke Save. Gre pa za projekt mostu, ki bo dolg približno 110 metrov, gre za ločni most, brez podpornikov, širok naj bi cirka 3,5 metre. Celotna investicija predvidoma ne bi bila okrog 2,5 milijona evrov, dokončana pa bi bila nekje do konca leta 2022. V začetku letošnjega leta je stekla že dolgo časa načrtovana obnova Doma svobode Brestanica. Glavnina del je že končana, več pa v prispevku. Brestaniški dom svobode je v letošnjem letu deležen temeljite notranje prenove. Dela so v večini zaključena. V nadaljevanju naj bi priskrbeli tudi stole, se pravi skupaj s krajevno skupnostjo, tako da bi potem objekt v celoti opremljen in urejen in primeren za uporabo. Gre pa za investicijo v vrednosti približno 123 tisoč evrov, govorimo brez notranje opreme. Torej, celotna gradbena obrtniška dela znašajo toliko. Stoli pa in ostala oprema notranjosti bo pa nekje še okrog 30 tisoč evrov. Obnove se veselijo predvsem v kulturnem društvu Svoboda Brestanica, ki upravlja z Domom svobode. Njegova lastnica je sicer tamkajšnja krajevna skupnost, s katero društvo zelo dobro sodeluje. Tale naš Dom svobode, ko je njegovo ime, nam je res dom. In to je naše pribežališče. Tu noter se dogaja vse, kar potem ljudem pokažemo. Vaje,
za igre, vaje za ples, noter so prostori za pevce, čeprav imajo svojo pevsko sobo, ampak en del pa tudi tu v domu. Vsi rekviziti in vse, kar potrebujemo pri naših predstavah, predvsem pa gledaliških. In ko smo selili in praznili dom zaradi prenove, smo šele ugotovili, koliko tega je pravzaprav v našem domu. Na prenovo so čakali dolgo časa, dodaja Marjetičeva, saj je bila dvorana že okoli leta 1995 zelo zapuščena. Namreč dvorana je bila prenovljena 54. 55. leta in od takrat samo podrobnosti in malenkosti. Potem smo poskušali tudi mi to delati, ampak nekako nam ni uspelo, predvsem zaradi tega, ker niti ni bila naša last. Bila je last Športne unije kot naravnega naslednika Sokolov. Šele od 2002. leta je naša, od takrat smo se trudili zelo veliko stvari noter narediti. Najbolj smo veseli, da smo utrdili strop, ki je že kar malo popuščal, vendar pa celovite prenove pa ni bilo. In ta se je zgodila zdaj od lanskega na letošnje leto in do maja se je nekako zaključila do konca maja in dvorana je taka, kot zdaj izgleda. Največja skrb jim je bila, da poboljšajo akustiko dvorane. Heraklitne plošče in potem še zavese so izredno veliko pobirale glasove. Zdaj je to sanirano, kakor zdaj kaže, je tudi akustika dobra, ker se tudi sliši to. Ko bomo pa prvič zaigrali noter igro, bomo pa šele bolj vedeli, kaj smo res pridobili. Obnovljena dvorana jim bo dala novega zagona, je prepričana predsednica društva, da tega ne bo malo in da bodo nadaljevali z gledališkimi igrami. Zadnja nas čaka, zadnjo smo se selili najprej v našo šolo s vajami, potem v dom 14. divizije na Senovem, že obesili plakate in potem nanje lepili, da je odpovedano zaradi epidemije. In to nas čaka zdaj in to bo verjetno prva gledališka prireditev v tej dvorani. Najbolj pa se verjetno bomo vsi skupaj, vse sekcije predstavile na otvoritveni prireditvi. Upajmo, da bo to nekje v septembru, pokazali, kaj zmoremo, kaj znamo in dvorano dali v uporabo. Čezmejni projekt Ride and Bike 2 združuje po 3 partnerje iz Slovenije in Hrvaške. Njihov cilj je okrepiti obstoječo turistično ponudbo skozi vzpostavitev, izboljšanje ter razvoj kolesarjenja in konjeništva v obmejnih regijah. Na novinarski konferenci so predstavili oblikovanje trajnostnih kolesarskih produktov v Sevnici kot del destinacije Dežela grofov Celjskih. Projekt Ride and Bike 2, ki poteka od leta 2018, je nadaljevanje projekta Ride and Bike 1, ki se je zaključil pred 4 leti. V prvem smo nekako vzpostavljali nove kolesarske poti, promovirali konjeništvo, kolesarstvo, kakšne delavnice tudi. Zdaj smo šli pa predvsem zlasti na hrvaški strani, so šli v standardiziranje kolesarjem in konjenikom prijazne ponudbe, dopolnjevanje infrastrukture, spodbujanje turističnih ponudnikov, da se nekako v to standardizacijo vključijo. Pri nas je nekoliko bolj razvito kolesarstvo in standardizacija recimo gostinskih objektov, ponudnikov. To je urejeno, konjeništvo pa tudi pri nas relativno še v nekih začetnih korakih. Poleg kolesarstva želijo razvijati konjeništvo. Želeli bi si povezati vse tiste, ki delujejo na področju konjeništva, od društva do ponudnikov. Tule imate recimo mlad par v Vranju pod Ajdovskim Gradcem, imate šolo jahanja, imate svojih konjev precej in tako naprej. Skratka, da bi mi postali neka destinacija, ki bi bila prepoznavna tudi po konjeniškem turizmu. V Sevnici so se sicer usmerili v oblikovanje trajnostnih kolesarskih produktov. V ta namen so se povezali s Slovenskimi železnicami. Njihov predstavnik Primož Kokalj je ob predstavitvi delovanja Slovenskih železnic na področju kolesarskega turizma med drugim napovedal vpeljavo novih garnitur tudi v Posavju. Sama nabava garnitur je med letoma 2020 in 2023. Vse te standarde
Cesarjeve garniture, bodi si dizelmotorne ali elektromotorne, bodo imele nekje 10 mest namenjene za kolesa. Ko bodo vse te garniture že v pogonu, torej ko bodo imele že nek taktni promet vzpostavljen, po tem času bomo pa še stare garniture predelali in dejansko, bom rekel, razvijali tudi kolesarske vlake. Projekt je spodbudil tudi pripravo in ureditev 2 sevniških kolesarskih poti, dodatna ponudba pri obeh poteh pa omogoča tudi možnost izposoje koles. Imamo za izposoje to skozi, to je pač ločeno, za izposoje elektrike ni problema, tam 7-10 električnih koles skozi, potem pa 15 koles klasičnih koles, strešni kovčki, nosilci za kolesa, tako da lahko v bistvu z avtom pride na kljuko, pripne nosilec in gre tudi kolo kam odpelje. Projekt Ride and Bike 2 zdaj prehaja v zadnjo tretjino. Zdaj je teklo gladko, tale korona nas je pa dejansko za 3 mesece nekako zavrla, zato ker nismo vedeli, kako izvajati, ni bilo sestankov in podobnega. Ampak bomo svoje aktivnosti vsi partnerji izvedli in smo prepričani, da bomo tudi ta evropska sredstva počrpali. Čezmejni partnerski projekt je sicer vreden približno 700 000 evrov. Sevniški del projekta znaša 185 tisočakov, od tega je 85% evropskih sredstev. Občina Brežice nadaljuje z večfazno investicijo posodobitve nogometnega stadiona v Brežicah. V letošnjem letu se začenja izgradnja pomožnega igrišča z umetno travo in ureditev pripadajoče razsvetljave v skupni vrednosti 835 000 evrov. Predvidoma bo igrišče na voljo za uporabo v naslednjem letu. Kot je dejal župan občine Brežice Ivan Molan, je posodobitev igrišča nujna, če želijo nadaljevati z razvojem nogometa v občini. Občina Brežice nadaljuje z posodobitvo nogometnega stadiona v Brežicah. V lanskem letu smo uredili glavno igrišče, travnato z javno razsvetljavo. Glede na to pa, da v Brežicah trenira praktično okoli 350 otrok in pa tudi nogometna ekipa igra v drugi ligi, je pa nujno tudi narediti pomožno igrišče z umetno travo in pa seveda tudi razsvetljavo, kajti le na tak način bomo lahko podaljšali sezono in pa zagotovili nekako normalne pogoje za trening tako otrokom kot ekipi. Pogodbena vrednost del za pomožno igrišče z umetno travo je 610 000 evrov in za izvedbo razsvetljave 225 000 evrov. Zaenkrat smo pridobili tudi že 50 000 evrov dodatnih sredstev na fundaciji za šport. Sedaj bomo pa še pri nogometni zvezi poskušali kandidirati še za dodatna sredstva, da bi čim manj bilo lastnega vložka. Tako da nogometni stadion bo že praktično v letošnjem letu posodobljen. Predvideva se pa tudi konec leta, da bi prišlo do dokončanja del. Občina Krško je letos drugo leto zapored pristopila k participativnemu proračunu. Občanke in občani so med 15. marcem in 30. aprilom podali 40 projektnih predlogov, ki jih je pregledala komisija in jih 24 uvrstila na glasovanje, ki je potekalo med 5. in 12. junijem. Komisija se je po glasovanju ponovno sestala, v letu 2021 pa bo glede na rezultate glasovanja občinska uprava izvedla 20 projektov na predlog občanov. V letošnjem letu lahko rečem, da je bil kar lep odziv naših občanov s predlogi, tako da je potem glasovanje na koncu izpostavilo 20 projektov, ki naj bi jih potem v naslednjem letu, v letu 2021 tudi izvajali. Še vedno je zagotovljenih 140 000 za to in v 7 področjih se bo izvedlo teh 20 projektov. Generalno bi rekel, je raznolikost teh projektov nekoliko drugačna ali pa nekoliko večja, kot je bila v lanskem letu, kljub temu pa še vedno prevladujejo naprave za fitness in podobne zadeve, ki mogoče je to povezano tudi z višino odobrenih sredstev, ki so na voljo in potem ljudje iščejo pač optimum za tak predlog. Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško je potekala podelitev spričevanj in nagrad najboljšim na poklicni maturi in zaključnih izpitih. Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško so podelili spričevala o opravljeni poklicni maturi in zaključnih izpitih. In veseli smo, da imamo, lahko rečem, kako je zgodovinsko leto, tudi zgodovinski uspeh. Dijaki so bili že v tekom izobraževanja od prvega letnika kazali izjemne sposobnosti, tako da ta generacija je bila res dobra in letos se veselimo kar 6 zlatih maturantov, potem 12 odličnih na poklicni maturi in 7 odličnih na zaključnih izpitih. Letošnje leto je za Srednjo poklicno in strokovno šolo Krško posebno tudi zaradi prve generacije strojnih mehanikov.
lahko bi rekel, generacija, ki leto zaključuje, je prva v Sloveniji, saj smo ta program dobili kot edini v državi pred 3 leti. Tako da tudi zaradi tega je ta letošnje leto zgodovinsko. Na šoli je v tem šolskem letu sicer približno 160 dijakov zaključnih letnikov v vseh smereh izobraževanja. Izobraževali so se za 8 poklicev z področja strojništva, računalništva in elektrotehnike. Rezultati v letošnjem letu so zelo dobri. Mi smo imeli letos veliko število dijakov, kar 61 jih je bilo prijavljenih, 59 jih je uspešno zaključilo, to je 97% uspeh, kar je med boljšimi rezultati v zadnjih letih in pa med večje število dijakov. Zdaj v prihodnjih letih bo se nekoliko zmanjšalo na poklicnem izobraževanju, vendar tu nekje ostajamo pri tem. Moram reči, da letošnja matura je res potekala v neki specifični situaciji. Namreč sem že vrsto let tajnik in letos je bila res specifika od same prijave v marcu in potem do same priprave na maturo in sedaj tudi sama izvedba. Moram reči, da smo uspešno zaključili. Kljub tej specifični situaciji uspeh, lahko rekel, izredno dober, ogromno odličnih dijakov in pa tudi 6 zlatih maturantov v vseh programih tehnik računalništva, strojni tehnik in pa elektrotehnik. Čeprav je bil letos potek poklicne mature in zaključnih izpitov specifičen, so ti kljub razmeram zaradi epidemije večinoma potekali normalno. Ja, glede na to, da smo se samostojno mogli učiti z doma, je bilo malo težje, saj si mogel dosti več sam delati, se pozanimati za določene podatke, vendar so tudi profesorji na pomoč prišli, si jih lahko kontaktiral prek interneta in je šlo. Bilo je pestro, veliko učenja, drugače pa z rednim delom je šlo. Najuspešnejšim dijakom so podelili praktične nagrade, ki jih je prispevalo podjetje Metalna Senovo. Dijaki pri nas opravljajo prakso. Vključili smo se pred 2 leti tudi v vajeništvo strojni mehanik, tako da lahko upravljajo obširnejšo prakso pri nas, kar pomeni, da so polovico tedna v šoli, polovico tedna v metalni. Skratka, ta sistem je še boljši kot navadna praksa, zato ker se veliko več naučijo iz praktičnega dela in potem ob koncu šolanja pridejo ven veliko bolj izkušeni. Mi dobro sodelujemo s podjetji, zelo dobro, ker grejo na roko za naše dijake, zdaj je bil res problem s korono, tako da smo tole mogli malo prečasno končati. Drugače pa nasplošno pa ni problem dobiti za dijake prakso v normalnih razmerah, tako da smo kar zadovoljni sodelovanju s podjetji. Kljub številnim ukrepom za večje zaposlovanje pa tehničnega kadra primanjkuje. Številna podjetja zato razpisujejo kadrovske štipendije. Ravno letos je tudi eden izmed zlatih štipendistov, naših štipendistov, tako da smo zelo veseli in ponosni na našega Senada Draganoviča, ki se bo tudi septembra pri nas zaposlil. V septembru pa nameravamo tudi nekaj novih strojnih tehnikov štipendirati. Ja, v tem šolskem letu imamo 507 dijakov, ki zaključujejo in odhajajo sedaj na počitnice. Obeti za prihodnje šolsko leto pa so nekako, da bo upisano nekako na tej ravni. Upisali bomo v vse izobraževalne programe, za vse poklice, tudi za poklic strojnega mehanika, tako v šolski kot v vajeniški obliki. V galeriji Božidar Jakac oziroma v nekdanji samostanski cerkvi je na ogled razstava Slobodana Vidoviča Stanja. Razstava je nastala v sodelovanju z Muzejem sodobne umetnosti iz Banja Luke. Slobodan Vidovič, ki ga do sedaj poznamo predvsem po abstraktnih slikah velikih formatov, je tokrat posegel v povsem drugo polje, polje digitalnih medijev, ki že več kot 30 let vstopajo tudi v polje slikarstva. Slika po nekih predlogah teh medijskih podob, recimo nekaj, kar bi našel v časopisu, nekaj, kar bi našel na internetu in tako naprej. Predvsem pa je izključno slikar. Zdaj razstava pa je bila delana v sodelovanju z Nikolo Šujico, pa profesor iz Beograda, ki je nekako sodelavec Slobodana Vidoviča, pa tudi kustos razstave, skratka, in on je prispeval en tak mal daljši esej o vseh teh slikah, nekih razvaga. Sam naslov Stanja je po eni strani enigmatičen, po drugi pa veliko razkriva. Na razstavi zasledimo prizore iz različnih predelov sveta, prizore, ki morda niso takoj prepoznavni. Mi ne vemo, iz kje je neka letališka pista ali pa en ostanek tovarne, ampak nenazadnje pa to nekaj, kar je univerzalno v naši okolici, tudi v tej čist bližnji okolici. V bistvu nenazadnje
v Posavju, še zlasti v Krškem, imamo en kup odslužene industrijske arhitekture, ki je pred 40 leti bila neizbežna, ključna za preživetje kraja. Danes je pa sam, v bistvu, kako se v bistvu izrazi Nikola Šujica, smetišče zgodovine, ne. In s tem se pravzaprav ukvarja Slobodan Vidovič. Njega zanimajo vplivi, ki jih je človek pustil na okolju, skozi 20. stoletje, ne, skozi ta čas, ki mu danes zelo radi rečemo antropocen, ne, skratka čas, kjer je človeška prisotnost v okolju takšna, da ne moramo, da jo moramo opaziti, ne. In zaradi tega si je zbral tudi te prizore, recimo tu imamo avionsko pisto iz ekvatorialne Gvineje, recimo letališče, ki je bilo zgrajeno izključno za izčrpavanje rude. Ko je rudnik bil izpraznjen, je pista ostala, ampak je postala popolnoma neuporabna, ne. Eden od prizorov je iz železarne Sisak, ene od največjih železarn v nekdanji Jugoslaviji, ki je nekoč zaposlovala na tisoče ljudi, danes pa je le še en majhen fragment tega, kar je bila. Skratka, vsa ta infrastruktura, ki je bila postavljena, danes sameva, ne, in na nek način se zdi, kot da je tujek v prostoru, ne, in tako naprej, ne. Zdaj, zanimiv motiv, ne, pri vsem skupaj je seveda tale v bistvu slika, ki je aviona Air Force One, to je ameriški predsedniško letalo, ki pa v bistvu še ni odsluženo, ne. Ampak glede na dejansko situacijo, ki se dogaja v svetu, da se v bistvu tudi največji imperiji imajo, nikdar ne vemo, kdaj bo, ne. Razstava je na ogled do 6. septembra. Poglejmo še na spletni portali posavje.com. Sledi pregled najbolj branih novic minulega tedna. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.